Piše se leto 1920. Domžale po zaslugi slamnikarstva in ostalih obrti postajajo razvito mesto. Sočasno s tem se razvija tudi domžalski šport. To je zgodba o skupini lokalnih športnih navdušencev, ki so ustanovili športni klub Disk. Leto 1938 je prineslo preimenovanje v nogometni klub Domžale. To je zgodba o stadionu, ki ga je po drugi svetovni vojni ob Kamniški Bistrici zasnoval Stanko Blovdek. Postavljen je dom rumene družine. To je zgodba o ljudeh, ki nikoli niso dopustili, da bi se tradicija nogometa v Domžalah končala. Tudi takrat, ko so se soočali s težavami, finančnimi, kadrovskimi, materialnimi. To je zgodba o nogometaših, ki so se razvili ob Kamniški Bistrici in se v tujini pomešali med najboljše na svetu. Rumena družina ima ambasadorje v vseh nogometno najmočnejših državah v Evropi. To je zgodba o navijačih, ki so v klub verjeli, ko je igral še v nižjih jugoslovanskih ligah. V samostojni Sloveniji se je po vsakem padcu znal vrniti še močnejši. To je zgodba o trenerjih, ki so Domžale za vselej zapisali v slovensko nogometno zgodovino. 6 državnih lovorik je potrditev trdega dela vseh generacij rumene družine. To je zgodba o evropskih spektaklih, ki so v Domžale in Ljubljano pripeljali tudi nekdanje prvake stare celine. Domžale so sedaj že dodobra usidrane na evropskem nogometnem zemljevidu. In najpomembnejše, to je zgodba o otrocih, malih nogometnih nadobudnežih, ki so bistvo nogometnega kluba Domžale. To je prostor, kjer so otroške nogometne sanje uresničljive. To je zgodba o nogometnem klubu z velikim rumenim srcem. To je naših prvih 100 let. Hvala vsem, ki ste bili, ste in še boste del naše zgodbe.